Zdravo! Danes bom skozi tutorial predstavila aplikacijo FlipaClip. To je aplikacija namenjena ustvarjanju risane animacije in je narejena za pametne telefone in tablice z operacijskim sistemom Android. Brezplačno verzijo si lahko naložimo iz trgovine Google Play oziroma iz iStore. Brezplačna verzija ima sicer nekaj omejitev, vmes pa se pojavljajo tudi reklame. Tudi sama bom delala v brezplačni verziji in bom zaradi bolj tekočega poteka samega tutoriala reklame nato izbrisala v montaži. Pa če kar odpremo aplikacijo. Glavni fokus oziroma poudarek na današnjem tutorialu bo uporaba funkcije Layer in pa kako animaciji dodamo zvok. To se bomo pa naučili skozi naslednjo animacijo. Odprli smo FlipaClip aplikacijo in v uvodnem meniju vidimo vse projekte, na katerem smo do zdaj delali oziroma delamo. Lahko nadaljujemo na teh, tako da kliknemo na njih oziroma ustvarimo nov projekt z klikom na plus. Tega najprej poimenujemo. Nato izberemo ozadje. Lahko izbiramo med različnimi vzorci, ki smo že naprej podani, in teksturami. Lahko naložimo svojo fotografijo. Lahko izberemo poljubno barvo ali pa fotografijo zajamemo za kamero naprave. Nato izberemo velikost formata animacije oziroma kakšna bo njegova resolucija. Tudi tu že imamo vnaprej nekaj pripravljenih predlogov za različne platforme. In tale 700 pikslov v višino sprejema tudi YouTube, je splošno zelo razširjena in tudi zelo uporabna, tako da bom pustila kar to. Zadnje okence pa so frames per second, torej koliko frameov oziroma sličic se bo zavrtelo znotraj ene sekunde. Osnovno pravilo je, da za eno sekundo animacije potrebujemo 24 do 25 sličic. Kar pa je to zelo veliko risanja, lahko to razpolovimo na 12 sličic. Animacija bo sicer nekoliko počasnejša in bolj okorna, a bo še vedno dovolj gladka, da bo naše oko zaznalo gibanje. Tudi tukaj ima že aplikacija nastavljeno kar na 12 sličic na sekundo. Če pa se pomaknemo navzdol, vidimo, kaj se zgodi, če nastavimo na več sličic na sekundo. Animacija je torej bolj tekoča. Spustimo kar na 12 sličicah. In tako stisnemo Create Project. Odpre se nam delovna površina aplikacije. Na sredini imamo platno, na katerem bomo ustvarjali animacijo. Levo najdemo različna orodja. Spodaj je naša časovnica, desno zgoraj pa osnovni meni in pa še nekaj gumbov, kot so gumbi za na primer kopiranje, prilepljenje in pa gumba razveljavi oziroma da razveljavitev pokliče nazaj. Orodja in funkcije bom predstavila sproti tekom samega procesa animacije. Pa najboljše, da kar začnemo. Začeli bomo z ozadjem. Izbrali bomo svinčnik oziroma pisalo. Izbrali bomo njegovo barvo. In pa, da bo barve skozi celotno animacijo konsistentne, bomo ustvarili novo paleto. To naredimo tako, da kliknemo na znakec plus in izberemo barvo. Drsam navzgor ali navzdol po znaku za debelino pisala. Če želimo večjo površino hitreje pobarvati, lahko uporabimo tudi orodje barvnega vedra. Izberemo barvo. Na primer, zdaj te barve prej še nisem shranila in se bom si pomagala s kapalko. Barvo poiskala in nato shranila v paleto. Nato kliknem na površino, ki jo želim pobarvati. Ker ostane še velikokrat bela črta, lahko popravim tudi to. Tako nadaljujem z risanjem. Pri risanju lahko uporabimo tudi različne vrste pisal. Tako. Ko smo z ozadjem zadovoljni, ga bomo tudi sedaj večkrat skopirali
in da bomo ustvarili več enakih sličic, da nam ga ne bo potrebno za vsako sličico posebej na novo risati. To naredimo tako, da pridržimo sličico na časovnici, stisnemo znak zakopiraj in nato znak za prilepi. Tako bo ustvarila vedno aplikacija enako sličico poleg te, na katere smo se nahajali. In to ponavljamo tako dolgo, dokler ne ustvarimo toliko sličic, kolikor smo jih želeli. Naš naslednji korak bo, da bomo narisali žabo in seveda njen žabji poskok. Sedaj nam bojo prišla prav funkcija layerji oziroma plasti. To orodje se nahaja desno spodaj in če kliknemo nanj, se odpre okno, kjer že vidimo naš prvi layer oziroma plast z ozadjem. To bomo tako tudi poimenovali. Kliknemo torej na ime layer 1 in poimenujemo. Ustvarili bomo nato nov layer oziroma plast z žabje telo in ga tako tudi poimenovali. Spodnji prvi layer, kjer je z ozadjem, bomo zaklenili. Naredimo tako, da podresemo desno in kliknemo na ključavnico. Layerja zdaj ne moremo spreminjati, ne moremo po njem risati in je to zelo koristna funkcija, če delamo z layerjem, kjer imamo ozadje. Kliknemo na layer žabje telo in pričnemo z risanjem. Izberemo barvo. Najprej bomo narisali žabo, kako miruje na lokvanju. Tole obliko bomo zdaj najprej spet 5-krat prekopirali, da ne bo šla žaba tako v akcijo, ampak zdaj bomo ubrali drugo metodo. Uporabili bomo gumbe desno zgoraj in sicer sedaj bom kliknila kopiraj, se pomaknila na naslednjo sličico in stisnila prilepi. To bom ponovila 5-krat. Nadaljevali bomo z animiranjem. Pomaknemo se za naslednjo sličico in pri tem si bomo pomagali z orodjem Onion Skin. Torej to pomeni, da prejšnjo sličico vidimo nekoliko prosojno in se tako lahko na podlagi tega orientiramo, kako mora izgledati naša naslednja sličica. Funkcijo lahko izklopimo v glavnem meniju. Pri animiranju bom uporabila 2 od 12 glavnih principov animiranja, in sicer to, da se na akcijo oziroma gibanje najprej pripravimo, torej žaba se bo skrčila, in to, da skok oziroma padec vedno potekajo v loku. Tako, preverimo, če smo narisanim zadovoljni. Nadaljevali bomo z risanjem detajlov. Vrnili se bomo na začetek in spet ustvarili nov layer in ga poimenovali detajli. Na njem bom sedaj narisala končine žabe in pa oči. Lahko bi pa tudi spodnji layer uporabila zgolj kot okvirno skico in zdaj žabo bolj natančno izrisala. Ampak mislim, da tudi tako, če narišemo zgolj končine oči, pride še bolj zanimivo. Tole osnovno risbo bom tudi sedaj spet prekopirala na prvih 5 risb, ker pač prvih 5 risb oziroma 6 risb je enakih. Nadaljevala bom tako, da bom najprej na vse sličice narisala njene okončine, nato bom pa se vrnila in narisala še oči. Tako. Sedaj bomo zadnjo sličico še 5-krat skopirali. Tako. In smo prišli do prvega dela tutoriala. Morda še enkrat obnovimo naše znanje layerjev in še dodamo nekaj drugih funkcij. Torej, pri layerjih lahko menjavamo vrstni red
med sabo. Torej, tako primemo in podrsamo dol in vidimo, da se tako tudi risba spremeni v vrstni red risbe. Če podrsamo po procentih, določamo prosojnost samega layerja. Če nanj kliknemo, jih tako tudi skrijemo. Spoznali smo že torej funkcijo zakleniti. Druga gumb je, da se prekopira točno identični layer. Zdaj trenutno to ne moremo narediti, ker nam v brezplačna verzija omogoča zgolj 3 layerje. Zadnji gumb pa je izbriši. Pri tem pa moramo paziti, ker izbrisa layerjev več ne gre obnoviti. Tako, to bi bilo to za prvi del. V drugem delu bomo pa dodali zvok in pa spremenili plan kadra. Ustvarili bomo torej novo sličico in na novo izrisali ozadje. Postopek risanja ozadja je enak kot prej. Spet bomo parkrat skopirali in prilepili enako sličico. Nato bomo narisali še žabo. Najprej žabe telo in nato njene detajle. Tudi to žabo bomo najprej nekajkrat skopirali. Najprej bomo to naredili z njenim telesom, nato še z detajli. Sedaj bomo posneli zvok. Do orodja za zvok pridemo levo spodaj na ikonici z notico. Za dodajanje zvoka kliknemo plus. Prva možnost je, da bi lahko naložili z lastne naprave, druga pa, da bi izbrali nekaj iz Flipaclipove knjižnice, a to sta obedve na voljo zgolj v plačljivi verziji. Tako, da bomo mi zvok tokrat posneli sami. Kliknemo mikrofonček in za snemanje zvoka pridržimo rdečo tipko. Zvok poslušamo, če smo z njim zadovoljni. Racket. Če smo, ga potrdimo. In nato pomaknemo po časovnici na mesto, kjer ga želimo, da bi se predvajal. Glede na zvočni zapis ugotovimo, kje je vrh samega zvoka, vrh samega žabjega oglašanja, saj tam bo žaba tudi največja. Vidimo, da je to pri sličici 35. Pri sličici 37 žaba utihne in se vrne v tisto prvotno obliko. Tako da bomo zdaj najprej narisali, kako se žaba širi do frama 35, skrči do frama 37. Najprej bomo risali seveda njeno telo. Pri risanju žabe oziroma napihovanju žabe lahko pretiravamo. Torej to pomeni, da narišemo zelo velik mehur. Preverimo, če je v redu. In če smo zadovoljni, nadaljujemo. Najprej bomo zadnjo sličico prekopirali še do konca. Nato se bomo vrnili na sličico, kjer so narisani detajli, se pomaknili na layer z detajli, skopirali in premaknili na naslednjo sličico. Tako. Sedaj tukaj bomo izbrisali oči. Oči se bojo pri žabjem oglašanju namreč tudi malo premikale. Tako. Sličico ponovno kopiramo in njene končine prekopiramo vse do konca animacije. Narišemo še oči. Zadnjo sličico ponovno kopiramo in prilepimo na še preostale. Tako, sedaj lahko animacijo predvajamo, da vidimo, če je v redu. Če smo z animacijo zadovoljni, jo lahko izvozimo. To naredimo tako, da kliknemo na glavni meni, Make Movie, jo po potrebi preimenujemo. Fajn je, da mogoče format pustimo enak, v katerem smo delali, da ne pride do kakšnih praznih belih prostorov. Izberemo potem format zapisa. MP4 bo izvozil torej v obliko videa, lahko izberemo tudi, da bo naredil kratek GIF. Za PNG sekvenco pa žal v brezplačni verziji nimamo dovoljenja. V brezplačni verziji tudi ostane Flipaclipov vodni žig.
Ko smo z nastavitvami zadovoljni, stisnemo Make Movie. Flipaclip bo ustvaril filmček in ga shranil nekam na našo napravo. In tako je filmček pripravljen za deljenje, oglede in tako naprej. Bi pa rada še pokazala, kako lahko namesto, da ozadje narišemo, na primer uporabimo fotografijo. Ustvarila novo, ga poimenovala ozadje foto, ga pomaknila navzdol in izbrala Add Image. Izberem želeno fotografijo in jo prilagodim. To naredim s temi kvadratki ob strani. Ko sem zadovoljna, tapnem nekam ven in sedaj bom spet ozadje prekopirala, tako sem delala to prej. Tukaj, kjer smo pa spremenili plan, bom pa fotografijo označila z lokom, orodjem lok. Ta mi bo sedaj dovolil, da s fotografijo manipuliram in jo bom preprosto raztegnila. Povečala in dala občutek bližine. In spet isto fotografijo spet prekopirala in prilepila na preostale sličice. Po želji lahko tudi zmanjšam morda mogoče nekoliko prosojnost ozadja, da bo risba prišla bolj do izraza. In pogledamo animacijo. In če smo zadovoljni, lahko izvozimo tudi to. Torej, uporabimo lahko tudi snov kakšnega drugega predmeta in ga povežemo z animiranim filmom. Tako sem jaz na primer naredila, kako se razvije žaba, torej življenjski cikel žabe. Pri tem sem spet uporabila dve fotografiji in ko žaba zamenja svoje življenjsko okolje, sem spremenila tudi fotografijo. Ostalo pa sem uporabljala funkcije, ki smo jih spoznali v današnjem tutorialu. Tako. Upam, da smo se iz tutoriala nekaj novega naučili in vam želim veliko užitkov in veselja ob ustvarjanju animiranih filmov.